Usposabljanje se začne tako kot vsake nove teme, z nekimi osnovami, z nekimi uvodnimi predavanji, od postrojitvenih pravil do spoznavanja opreme bojevnika 21. stoletja. Imamo tudi redarsko službo, požarstvo preko noči, urejanje prostorov, maric, postelj in vse, kar spada zraven. In potem postopoma prehajamo na višje nivoje znanja in izkušenj. Vmes imamo temeljno rokovanje z orožjem, avtomatsko puško R2000, z pištolo Beretta in pa z ročno bombo M85. Poleg orožja imamo dosti predavanj tudi o preživetju v naravi, tudi o maskiranju, tudi o pripravi hrane na terenu in podobno. Včeraj smo imeli usposabljanje za postavitev opazovalnice. Kandidati so se zelo dobro odrezali, seveda so to delali prvič in jih moram kar pohvaliti. So bili kar zelo dobro. Smo zemljanko, to je neke vrste opazovalnica. Uporabljamo jo za opazovanje nasprotnika, da vidimo, kako nasprotnik deluje, kaj se dogaja okoli nas, koliko jih je in tako naprej. Gradili smo tako, da imeli smo narejeno že jamo, mogli smo jo samo poglobiti, pomalo razširiti, dali smo veje, na koncu smo jo pokrili s pončotom in zamaskirali z lino in drugimi temi travami, da je bila zelo neopazna. Smo na terenu na Mlakah. Tukaj bomo teden dni oziroma 5 dni. Smo skupaj z tudi poklicnimi. Prvi dan smo streljali, potem smo začeli postavljati tabor. Imamo tudi stražarsko oziroma alarme. Dokler ni bilo dežja, ni bilo problema, zdaj pa, ko je prišel dež, je pa tudi malo mokro noter. Trenutno se nahajamo z drugim učnim oddelkom na poligonu Mlake, kjer bomo izvedli pohod v dolžini nekje 15 km. Kandidati in vojaki imajo nalogo, da prehodijo teh 15 km od točke do točke. Kontrolne točke so označene z orientacijskimi prizmami. Oni so sami razdeljeni v skupine po 5. Te skupine imajo svoje vodje ekip. Vodje ekip so dobili v pomoč karte, busole in pa protraktorje, kateri jim bodo pomagali prehoditi celotno razdaljo. Strumno.